To je oddaja na Coinov, portala Decrypt in z vami sva David in Stane. V njej razpravljava o Bitcoinu na preprost način. zelo po domače. Če ti je v družbi nerodno vprašati, vprašaj naju in posnela bova odgovor. Piši na info@decrypt.com. Spoštovani in spoštovane, pozdravljeni v oddaji na Coinov. David, živijo. Živijo, Stane. Danes je epizoda 59. Upam, da epizodo 69 počnem s kakšno drugo. No, lepa želja. Zaupaj mi, kakšne želje imaš, mogoče ti lahko pri tem pomagam. Ne, to je pa intimna želja in jo bom obdržal zase. Okay, torej, Stanko bi se rad dobil. torej v epizodi 69 Stane in Stanka. V tej epizodi pa razkrijeva rezultate nagradne igre oziroma dveh nagradnih iger Ena od podjetja Bybit. in druga od podjetja OneKey. Okay. Ostanite Ampak to z na nama koncu, ne? Do konca, tako je. Okay. Drugače bova pa govorila o... Volitvah 2026. O, mater. Kje pa ta muska pol? Ko gledam televizijo, pa sigurno je to neka špica uvodna pri vseh teh stvarih. Tudi jaz se ne gledam. Bo kar najna muska. Ok, da ima midva pa tole špico. Čakaj, sam da najdem, no. Sam da najdem. Blok številka 940.802. Za 1 evro dobimo, kaj? 1598 satošijev. Kar velik. Pismo. Ok, Fair and Grid, indeks 15. Bojimo se. Fear and greed. Aha, strah in pohlep. Ja. Ful se bojimo. Še se bomo 15. bali. Še Ja. nekaj cajta. Ja. Dobro, no, gremo naprej. Skratka, to so v bistvu zadnjič malo razmišljala, ne? Da je bilo ful dobro, da bi Bitcoin društvo imelo to možnost, pa bi vprašal politike, stranke, kako gleda na Bitcoin. Ja. In očitno se je to res zgodilo. Veš kaj, midva sva vplivneša. Vplivala sva na Bitcoin društvo, Ja. sestavili so vprašanja in jih poslali parlamentarnim strankam oziroma tistim strankam, ki se potegujejo za vstop v parlament. Moramo povedati, da 22. marca potekajo parlamentarne volitve in dobili bomo, upajmo, novo sestavo parlamenta, vlado. Vse te, ki se pa za to potegujejo, pa je Bitcoin društvo vprašalo po Bitcoinu, se pravi o obdavčitvi, kako gledajo na Bitcoin, kako ga razumejo. In danes greva čez vprašanja Bitcoin društva in predvsem čez odgovore naših strank. Ok. Pa pojva, ne? Kaj so te pajaci rekli? No, pa najprej čez vprašanja. Ok. Vprašanja so splošna, recimo kakšen je vaš pogled na Bitcoin kot alternativo tradicionalnim valutam, kako bi obravnavali vprašanja volatilnosti in tveganj za potrošnike, kakšen je vaš odnos do obdavčitve fizičnih oseb iz naslova trgovanja, bla, 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 ali podpirate popoln nadzor nad plačevanjem z gotovino, kakšen je vaš pogled na Bitcoin proti ostalim kriptovalutam, kako ocenjujete regulativno okolje, uredbo MiCO recimo in podobne. Potem je eno poglavje povsem posvečeno obdavčitvi in pa bolj splošna vprašanja, ki so pa mogoče malo bolj usmerjena na podjetništvo. Ne? Ali menijo, da bi z podporo kriptovalutam oziroma Bitcoinu spodbudili podjetništvo in bla, bla, bla. Vprašanje je kar velik, Ja. ne bova jih vseh prebrala. Ne? Ja. Mi da bo bolj neke izvlečke, ne? Ja. Kar je padlo ven. Ampak to so bila kar zapletena vprašanja, če tako gledaš, oziroma jih je bilo veliko. Meni se zdi, da bi to lahko odgovarjali samo taki, ki vejo sploh o čem govorijo. No, sej, A to videla kleče? ja, bova videla. Pri odgovorih se bo pokazalo, kdo se je sploh potrudil iti do konca vprašalnika. Vprašalnik je res malo daljši in zahteva neko znanje. Vprašalnik bova tudi objavila v opisu epizode, kar pogledajte si jih. Bitcoin društvo pa je pripravilo res dober pregled odgovorov strank in sicer najprej pripravilo povzetke in ocene teh odgovorov, hkrati pa so objavili tudi popolne odgovore vsake stranke, kjer se vidi, kako resno so ta vprašanja vzeli. In koliko ne znajo o tem Tako. nič. Tako. No, ne znajo. Jaz bi rekel, da je malo iluzorno pričakovati, da bodo ti ljudje ful znali. Ne, glej kontra, jaz mislim. Zato pa je moje mnenje, da pač politiki so negativna selekcija prebivalstva. Ne? Ja. No in splošni sentiment ali pa splošni občutek je, da so bolj negativno nastrojeni, ampak imamo kar nekaj tudi dobrih odgovorov. A če kar začeti? Ja, ampak dajmo še to povedati, ne? Ti odgovori so na spletni strani objavljeni od Ja. Bitcoin društva, ne? Ja, in bova jih tudi objavila. In priporočam, da to res preberete, ker mogoče to je eno najpomembnejših vprašanj, ker kdor razume denar,
verjetno zna z njim tudi malo bolj upravljati, kot tisti, ki se mu o denarju niti ne sanja. Pa dajmo začeti z mi socialisti. Sploh ne vem, kdo so to, če sem pošten. Moramo še to povedati, da začenjava z najslabšimi odgovori in greva proti najboljšim odgovorom. Aha, to je najslabši, dobro. Ja, kaj pa od socialistov drugega pričakuješ? No, jaz od socialistov vem samo to, da je to Miha Kordiš, to je nekdo, ki se je odcepil z Levice, od teh mesečnikov, in glede na odgovore, ki jih je podal, vse ne vem, a je on sam ali je še kdo v tej stranki, mislim, upam, da jih je čim manj. Te odgovori so res, tako, če vas kdaj kaj skeli, ali pa če bi radi kucine si dvignili, pa greste to prebrati, ne? Se pravi, če povzetek preberem, mi socialisti so daleč najbolj negativno nastrojeni do Bitcoina in celotnega kriptoekosistema. Kriptovalute opisujejo kot sredstvo izključno za droge, otroško pornografijo in nelegalno orožje. Čak je legalno, pa ne. Ja, oni imajo legalnega. Ja, motike in krampe. Menijo, da se Bitcoin od ostalih kriptovalut razlikuje zgolj po imenu in grafični podobi. A ti misliš, da so šli oni logotipe pogledati? Jaz mislim, da so oni en memo dobili iz Evropske skupnosti ali pa Kitajska ali pa od DCB-ja. Jaz mislim, da njih ne jebe noben 5 fostov. Jaz mislim, da ne. No, lahko, da se motim, da sem naiven. Mika je po njihovem mnenju zgrešena priložnost za prepoved kripta. Ne načrtuje nobenih ukrepov za privabljanje kriptopodjetij. Predlog Ministrstva za finance o masovnem poročanju podpirajo brez zadržkov glede varnosti zbranih podatkov. Presenetljivo pozitivno izstopata dve stališči, in sicer ostro so proti chat kontrolu in zagovarjajo varstvo digitalne zasebnosti. Kako gre pa to s tistem, ki so prej proti? Nimam pojma, jaz sem to isto mislil vprašati. No, pri vsakem odgovoru pa Bitcoin društvo poda en njihov povzetek, to si pa le preberite sami. To so kratki povzetki z oranžno napisani in so zelo zanimivi. Ja. To je pozicija 10. 10 odgovorov so prejeli. Aha. Okay. Vmes povedati, če odgovor stranke Levice, ki Bitcoin društvu ni odgovorila. Dejva, sem ga pa najdel na 24 ur, ki je bilo nekaj podobnega objavljen. Pa bom tudi prebral, no, nekaj od tega. V Levici podpirajo obdavčitev kriptovalut, bežno. Kot pojasnjujejo, imajo davki tudi usmerjevalno oziroma alokacijsko funkcijo. Potrošnjo in človeško delo usmerjajo v zaželene dejavnosti. Se pravi, oni bi za vas usmerjali, kam bi vi denar dajali. Ne? Zelo dobro, tako res ta pravi socialisti. Pobrali bi vam ga in usmerjali bi vas. In ravnanja ter jih odvračajo od škodljivih, naprimer trošarine, davki na nezaželeno potrošnjo, na alkohol, cigarete in tako naprej. Koliko so oni dobri do nas. Kriptovalute ne opravljajo nobeno družbeno koristno funkcijo, menijo v Levici, se pravi digitalni drek, bi rekel, ne, človek. Tako je. Ja. Za njihov obstoj so potrebne ogromne količine energije, mater, te so pa še 5 let ozadnji. In naravnih virov, res. Ampak hkrati pa vidim, bom zdaj tukaj malo ustavil, ampak oni, ki AI uporabljajo, kje pa oni dobijo to energijo tudi? A misliš, da oni uporabljajo AI? Jaz mislim, da za vse, kar je tam napisan, verjeten AI, ker nimajo 2 zdravih tam zraven. Pa bom naprej zdaj citiral. Hkrati pa ne služijo kot valuta. Valuta oziroma denar mora upravljati 3 funkcije. Poglej, nekje so to prebrali. Posredovati pri menjavi, meriti vrednosti in hraniti vrednost v času. Kriptovalute upravljajo kvečjemu prvo funkcijo, a nič boljše od obstoječih valut. Kot merilec in hranilec vrednosti pa so zaradi nekontroliranih in izrazitih nihanj popolnoma neuporabne. No, Bitcoin društvo tega odgovora ni prejelo, torej niti niso spisali povzetka njihovega odgovora. A če pa to, kar midva zdaj narediti? Lahko. Jaz bi samo še malo nadaljeval. A še je? Ja, ko so ful dobri, hvala tudi naprej. Ne? Davek torej za odvrnitev od energetsko potratnega ravnanja, ki ne upravlja nobene družbeno koristne funkcije, so sklenili in dodali. Ker ni nobenega utemeljenega razloga, da bi bile davčno obravnavane drugače kot druga naložbena sredstva oziroma finančne naložbe. Ker se z davkom od kriptovalut, ki zgolj zaradi slovenske obdavčitve ne bodo prenehale obstajati, lahko financiramo družbeno koristne dejavnosti in ravnanja. Ker gre za vrsto investicijskih sredstev, katerih cilj je ustvariti kapitalski dobiček. Kapitalski dobiček na druge vrste investicijskih sredstev je že obdavčen. Ne vidimo razloga, zakaj bi za kriptovalute obstajala izjema. Se pravi, oni bi obdavčili zelo podoben, kot je bil predlog zakona, ki ga je vlada predlagala, in tudi potem naprej pravijo, da je bil dober predlog.
No, še nekaj. Še boljše bi bilo od vladnega predloga, če bi bila obdavčitev ustvarjenih kapitalskih dobičkov po progresivni lestvici. No, to pa je boljš, Lepo. kot je bil njihov predlog. Ja, se pravi, ne bi bil 25, ampak bi bil prvi bil 25 razred, drugi bi bil 30, 40 pa 50. In vse do konca, Tako. do nule. Do nule. No, na nulo bi bilo dobro, da bi šlo tudi število njihovih volivcev, ampak Upamo, ja. kako lahko komentirava ta njihov odgovor? Popolno nepoznavanje bitcoina in denarja, bi jaz rekel. Ja, lahko rečeva, da je to namerno, ker pač oni se napajajo s tem, da kradejo drugim nam, in je to Kako za pa njih kradejo? nesprejemljivo. Ne? Ja, Prek česa? Prek nečesa, kar so mnogokrat omenili v tem odgovoru. Prek davkov, a ne? ja, seveda. In pol oni delajo s tem davkom tisto, kar pač njim paše, in pač podpirajo tiste, ki so neproduktivni v družbi. Ne? Ampak tukaj matematika se konča, tudi v zgodovini se tako pokazali. Ne? Nekaj cajta lahko kradeš, dokler je kaj krast. Polk so pa vsi lačni pa Pa revni. pa ni več kaj ukradati. Ne? Hvala, Levica, za vaš odgovor. Ja. Upajmo, da se bodo ljudje, ki imajo vsaj spodoben način razmišljanja, lažje odločili, zakaj vas ne bodo volili. Ampak ne, lej, se veš, oni so se ven metali, da so zritali ne vem kakšno povečanje pokojnine, ne vem kakšne socialne transferje in tako naprej. Ne, Saj to je vse bilo narejeno s krajo družbenega denarja. ne to pa ne verjamem. In ljudje so to dobili, sploh tisti, ki so pač neproduktivni, a ne? In te jih bojo volili. Zakaj jih ne bi, če imajo zaenkrat nekaj od tega? No, če bodo poslušali to epizodo, se morda premislijo, bodiva pozitivna. Še sva. Se pravi, to bi bila tudi številka 10. Jaz si ne bi dal 12 bi bilo. 12. No, na 9. mestu od 10 odgovorov, ki jih je prejelo Bitcoin društvo, Ja. pa so prijatelji socialistov in levakov, to so socialni demokrati, ravno tako zelo rdeča stranka. Ali pa drugi ime, levi kradljivci. Tako je. SD zavzema previdno, regulatorno usmerjeno stališče do kriptovalut. Moram povedati, da je njihov odgovor bil daleč najdaljši in najbolj temeljit. AI, ne? Pa mogoče, ampak poslan je bil v Times New Romanu, popoln odgovor si boste lahko tudi pogledali na spletni strani. Ampak pred spanjem. Ja, ali pa zjutraj, da te zbudi, veš, pred spanjem. Težko bo to prebrati vse do konca, ampak če pa razumeš, kaj so hoteli povedati, te pa zbudi. Aha. No, so ampak hoteli misliš, da Times New Roman Je to ta nova? je uporabljeno, da je, po moje to ne, to je še na XP računalnikih narejen. A veš, ne? No, glavno. Bitcoin ne prepoznavajo kot alternativo suverenim valutam, vidijo ga predvsem kot špekulativni naložbeni inštrument z visoko volatilnostjo in brez institucionalne podpore. Integracijo kriptovalut v finančni sistem podpirajo le ob polni skladnosti z MiCA in AML pravili. Ne podpirajo institucionalnega legitimiranja kriptovalut kot enakovredne alternative evru. Nič hudega, ker institucije tega ne upoštevajo. a ne? Zanimiv, vsej tele francoski največji evropski sklad je kar tako malo kupil za, mislim, da 500 milijonov v prejšnjem tednu, ampak to pa drugič. Pa Luksemburg, pa Češka tudi, ampak to pusta, ima da. drugič. Ja. Ne razlikujejo med bitcoinom in ostalimi kriptovalutami. Kdo bi si mislil? Na davčnem področju zagovarjajo enako obravnavo kot ostale kapitalske dobičke, isto kot njihovi prijatelji iz levice. In to brez privilegijev, a tudi brez dodatnih bremen za manjše uporabnike. Propadli predlog trenutnega ministrstva za finance o popolnem poročanju ocenjujejo kot načelno pravilno, a tvegano z vidika zasebnosti podatkov. No, neki en drobec pa vse ne razumejo. Naprej, podpirajo polno implementacijo MiCA z učinkovitim nadzorom in jasnimi licenčnimi postopki. Konkurenčnost Slovenije vidijo v pravni stabilnosti, ne v opuščanju davščin. Kaj ima pa pravna stabilnost veze z opuščanjem ali neopuščanjem davščin? Ja ne, oni ne bi pač to, oni bi ful odavčili to, ampak bi ful še zregulirali. To, a veš, da bi nobene firme kleblo, ker bi bilo ful zreguliran, ne bi mogli na trg, ampak bi bilo pa zelo jasno. In zelo jasno bi bilo, da je drugje boljš biti. Ja, ampak komu bi pol kradel? Ja, teli bi malo težko kradel, ne, če bi nobenega ne bilo več, ne? Poslušaj naprej. Ne. Nasprotujejo chat kontrolu v trenutni obliki, saj množično skeniranje komunikacije ocenjujejo kot nesorazmeren poseg v zasebnost. Zagovarjajo ciljno usmerjene preiskave na podlagi sodnih odredb in ohranitev močnega šifriranja.
A misliš, da se bojijo za svojo komunikacijo? A ne znajo Seveda, A misliš, da ne znajo iti dol iz SMS-a? znajo, sam pač ta Facebook pa to je Aha. še na istem. No, v glavnem, so na 9. mestu, ocenjujemo jih kot izjemne nepoznavalce in neposredne škodljivce Sloveniji in naši ekonomiji. Pa greva zdaj naprej. Pa jaz bi rekel, da to ni ocena, to je pač dejstvo, to je ekonomsko dejstvo, ker so poslali odgovor črno na belem, ki si ga lahko preberete. SDA-ši. 7. mestu, čakaj, zakaj pa na 7. mestu, če ni 8. Nima veze, ki je. Vseeno. No, se vse. Gibanje Svoboda. Je Svoboda. Ampak to ni za svobodne ljudi, da note zamešali. Ne. Ne. Svobodi treba paziti, kaj se govori, a ne? Ja, točno tako. Chat control, ja, bom jaz prebral, je prav. Mater, že malo slabo vidim. Na kar nekaj naših vprašanj o urejanju kriptovalut, bitcoina, davka v Sloveniji je Gibanje Svoboda odgovorila z enim samim odstavkom. No, vidiš, lej, očitno razumejo vse. Easy. Ja. Že samo količina odgovora razkriva, koliko pozornosti stranka namenja tej tematiki. Vsebinsko odgovor ostaja na ravni splošnih obljub. Kdo bi si mislil? Stranka napoveduje, da bo prevetrila predlog zakona. Se pravi, dobila je malo urad neki na eno brco in zdaj bo mečken spremenila eno stvar in mislil, da bo... No, mogoče so pa le slišali, da je bil protiustaven. A da je Bitcoin drag. In se bojo prizadevali za davčno ugodnejšo obravnavo dolgoročnih naložb, zasebnosti imetnikov ter prag poročanja. A brez konkretnih številk seveda, rokov ali časovnih zavez. Formulacije kot prizadevali si bomo in ponovno preučili možnosti so klasičen primer predvolilnega besedičenja in ne zavezuje k ničemer. Klasični larifari. Kako že tisti predvidoma, ne? Kaj so še take besede, ki se uporabljajo? Kaj se jih tudi mi kdaj, ne? Bitcoin še bo šel predvidoma gor, predvidoma dol. Pozitivno, ampak je pa pozitivno, da odgovor vsaj omenja prava načela obdavčitve šele ob dejansko relevantni odsvojitvi. Prepoved retroaktivnosti in vključitev stroke v pripravo zakonodaje. Stroke? A slišal, to prebral? Stroke. Ja. Kjere stroke? Ja, tiste, ki jo prej niso upoštevali, ki niso pri pripravi za predloga zakona upoštevali nikogar. Ona misli, že ni sodelovala. A gospa stroka? Ja, Nutrija. Nutrija, ja. Kot da bi Nutrija pisala, je bilo, ja. Okay. To kaže, da nekdo v stranki tematiko razume. A očitno ne je dovolj, da bi posvetili resnejšo obravnavo. Torej, larifari, isti komunisti kot do zdaj, socialisti. Isti. Ti kaj bereš? Pa ja, stalno nekaj preberem. Zjutraj nogavice, pa tiste rozine iz kosmičev prezajte. Ne, a kaj knjige bereš? A ja, knjige sem pa bral, veš, tista bralna značka Cankarjev pokal v hitrostnem branju, ali kaj je že bil. Kaj pa če povem, da imamo v slovenščini kratke knjige, ki razlagajo Bitcoin? Res? Ja, v Bitcoin knjižnici jih lahko kupiš. S kodo na Coinu dobiš 20% popust na posamezno knjigo. Popust? Ja, popust. Pejdi na www.bitcoin-knjižnica.si in ne pozab kode na Coinu. Čakaj, si zapišem na Coin, www.bitcoin-knjižnica.si. Ti rabš očala, se mi zdi. Naslednji malce boljši so demokrati nekega Anžeta Logarja. To je meni v Sloveniji kar malo smešno, da imamo stranke poimenovane po nosilcu te stranke. Očitno je tako dober, tako markanten človek. Se niso naučili, da je šlo to vse cugrun do zdaj. Dobro, demokrati Anžeta Logarja pravijo, da pristopajo k Bitcoinu in kriptovalutam s proinovativnim in propodjetniškim stališčem. Kaj pa je to proinovativni? Ja, prav ne vem kaj. Ok. Predvidoma. Bitcoin vidijo kot pomemben naložbeni razred, ki dopolnjuje obstoječi finančni sistem, ne kot zamenjavo zanj. Integracijo v bančni sistem podpirajo, volatilnost pa ocenjujejo kot naravno lastnost trga, ne kot problem za regulacijo. Glej. Jaz mislim, da je enma siguren Bitcoin, glede na tole. A celega. Pa kaj zdaj le malo, ga peče. Čakaj, ne vem, kaj ga peče. Poglej obdavčitev. Berem naprej. Zagovarjajo enotno 20% stopnjo na kapitalske dobičke z degresijsko lestvico enako za kriptovalute kot za vrednostne papirje. Transakcije znotraj blockchaina ne smejo biti obdavčene le izstopu fiat. Ničelno mejo poročanja zavračajo kot absurdno. Podpirajo Mika kot dobrodošel okvir, a hkrati načrtujejo vzpostavitev regulatornih sandboxov za AI in blockchain, da bi Slovenija postala privlačna destinacija za kriptopodjetja.
Vidijo, da se danes ta selijo v tujino in to ocenjujejo kot neposredno škodo za državo. Gotovino in kriptovalute enačijo Svobodo izbire plačilnih metod. tako je, in nasprotujejo zniževanju zneskovnih limitov popolnemu nadzoru. Bitcoin jasno ločijo od špekulativnih shitcoinov, to je bila njihova beseda, pravilno, in podpirajo diferenciacijo pri regulaciji, karkoli to že pomeni. Jaz, če sem pošten iz tega, vidim, da nekdo je malo prebral o tem, kaj sploh so kriptovalute, videl je tudi blockchain besedo noter, sicer ne ve, kaj pomeni. Ampak se bo to za AI neki... Ja, sej pa zraven še AI. Tako. Slišal, da je v zadnjem mesecu, da je to full modern in so tole sestavljeni. Treba je priti v parlament, ne? Jaz bi isto to ocenil kot en pofel, mogoče, kaj pa vem, da nič ne bodo naredili, zdaj sem mogel odgovoriti drugače kot socialisti, ne? Mečkan, ja. Ja. Naprej. Naprej, SDS. To so pa stranke, iz katere se je Anže Logar svojim prijatelji odcepil, ne? Se pravi, da vidimo, kdo ima boljši odgovor. Daj, da vidimo. Preverimo. SDS je jasno nasprotovala predlogu zakona o 25% davku na kriptosredstva in se zavzema za transparentno okolje brez novih davčnih obremenitev, kar je okej, ne, v osnovi. Kar je ena redkih konkretnih in pozitivnih zavez med parlamentarnimi strankami. V prejetih odgovorih pa nismo zasledili konkretnega odgovora, kakšni so plani za prihodnost. Takim odgovorom so se izmikali. V svojih nadaljnih odgovorih Bitcoin prepoznajo kot sredstvo s posebnimi lastnostmi, omejena ponudba, razširjenost, a se ne zavzemajo za njegovo posebno obravnavo v primerjavi z drugimi kriptovalutami. Svobodo plačilnih metod podpirajo, gotovina mora ostati dostopna, nadzor pa sorazmeren. Podpirajo uvedbo MiCA, zakonodaje oziroma frameworka kot enoten evropski okvir in zahtevajo implementacijo brez dodatnih nacionalnih zaostritev. Zavzemajo se za proinovativno okolje, davčno razbremenitev dela ter izobraževanje o digitalnih sredstvih v šolah. Mater, to me pa zdaj kar presenetilo. Na področju zasebnosti nasprotujejo splošnemu skeniranju sporočil chat control in zahtevajo sorazmerne, ciljno usmerjene ukrepe s sodnim nadzorom. No, jaz bi rekel, da so v stranki SDS zelo vajeni raznih sodnih postopkov, zato jim je jasno neugodno, da bi jih brez tega sledili, čeprav njim sledijo verjetno vsem, ne? Ta odgovor je malenkost boljši od odgovorov demokratov, ampak tudi SDS si želi v pozicijo, Absolutno. v koalicijo, ne? Sej, mislim, vidiš, oni ne razlikujejo Bitcoina od ostalih, ne? Ne. Zasebnost, Niti ne govorijo o Bitcoinu kot o denarju. Ja. Vsi omenjajo Bitcoin kot naložbeni razred. To so nekje prebrali. Absolutno. V Delu. Ne. V Dnevniku. Ne. Večeru. Poslušali so naju. A ja? Ja. A dej. Ja, sigurno. Pa veva. To je bil unta 16. poslušatelj. Pa veva, v kateri stranki je kdo. Tole pa ne vem, kako so mislili, da bi izobraževanje o digitalnih sredstvih v šolah. To se mi zdi super. Ampak če mi dva to predavava, ne pa da bi Ja, sistemsko, kot sem slišal, hčerko lani ali letos, kdaj je bilo, smo imela kar daljši pogovor, ko sem prebral, kaj tam noter jih učijo o denarju in o sredstvih, razredih sredstev in tako naprej. No, jaz bi tudi rekel, da digitalno izobraževanje enačijo z razdeljevanjem računalnikov in iPadov, da lahko mulci igrice špilajo. Tukaj bi se pa pozitivni učinki končali, verjetno. Ja. No, v glavnem, želijo si priti v koalicijo, v parlament bodo v vsakem primeru prišli in to gledno bi jaz ocenil tudi ta odgovor. Peva naprej. Aleluja, aleluja. Mesto bolje je zasedla stranka Nova Slovenija. Pa poglejmo, kaj so oni menili o vprašanjih Bitcoin društva. Molimo. NSI Bitcoin razume kot hranilec vrednosti oziroma digitalno zlato. Pri alternativnih kovancih pa navaja uporabno vrednost. Konec narekovajev. Ob tem termina uporabna vrednost ne opredelijo z več podrobnostmi. Zagovarjajo integracijo kriptovalut v finančni sistem in navajajo svobodno voljo ljudi in podjetij kot temelj za odločanje o njihovi uporabi. Odgovori ne nakazujejo razumevanja razlik med različnimi kriptovalutami. Čakaj malo. Ljudje bi se lahko svobodno odločali, kaj uporabljajo kot plačilno sredstvo. To je pa dobro. Ja, oni nimajo vse, samo da ne dobijo. Ja, v puščico Ja, dela. halo. Dobro, vse v redu. Nadaljujemo. Njihov predlog obdavčitve je nejasen in mestoma zavajajoč.
Omenjajo pravilo 12 mesecev, kar naj bi pomenilo, da so osebe, ki držijo kriptovalute več kot 1 leto, ob unovčenju popolnoma oproščene davka na dobiček. Za krajše posesti predlagajo pavšalni 5% davek na celotno vrednost unovčenja, ne na dobiček, z oprostitvijo prvih 10.000 evrov. Nasprotujejo vladnemu predlogu iz leta 2025 s 25% davkom na dobiček in popolnim poročanjem o kriptosredstvih. Ocenjujejo ga kot nekonkurenčnega in kot nesorazmeren poseg v zasebnost. Pravijo, da bi njihov predlog zmanjšal administrativno breme poročevalcev, a ne podajo razloga, kako bi sledili dobi lastništva in niti kako bi ugotavljali in obravnavali morebitne izgube vrednosti unovčenih kriptosredstev. No ja, tole s tem davkom na dobiček in njihovim predlogom o 5% je malo zavojujoče. Se spomniš najnega pogovora s Simičem? Ja, to je njihov predlog. To je njegov predlog, tako je. Torej, ne pozabimo, on bi obdavčil 5% na vse, kar si nakažemo s prodajo kriptosredstev, ne glede na to, da smo lahko ustvarili tudi izgubo. In teh 5% je lahko znatno več kot 25% na dobiček. Pozitivno pa je, da razumejo, da ne morejo ali pa da zelo težko sredijo vsem transakcijam in da nekako dovoljujejo svobodo transakcijam v fiat ali kriptovalutah, v bitcoinu, in da nekako računajo, da če bo jaz bi rekel, da oni ne vejo, da predlagajo visok davek, ampak da si želijo predlagati nizek davek in da morda razumejo, da če bi davčno stopnjo postavili zares pošteno in nizko, da bi ljudje se prej odločali, da bi to pošteno prijavljali in pač plačevali. Ne? Ker tudi Simičevo načelo oziroma mnenje je bilo, da pobrati je treba veliko davkov in hitro, po čim nižji odstopni. Ampak ne obremenjevati ljudi tu. Tako. No. In seveda davčnega organa, ne? Ker pač za to nima ne znanja, ne resursov. Ne? Tako je. Gremo naprej. Razvidno je, da vidijo mehanizme za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma AML-KYC kot nujne in temeljne, pri čemer pa pokažejo ali podvomijo v učinkovitost teh mehanizmov ali njihove stranske učinke. Ok, se pravi, to sam pomeni, da so pač to slišali, tako kot vsi poslušamo in beremo iz strani raznih institucij, državnih in finančnih, kjer pač ta preprečevanja pranja denarja in financiranje komunizma, terorizma. Saj ni to isto. Vemo, da velike ribe tudi slučajno niso ujete in to je narejeno za male ribice, ki se jih kaznuje. No, ampak če oni podajo tak odgovor, mogoče se bi pa dal z njimi kaj pogovoriti, pa bi mogoče se z njimi dal nek boljši predlog regulacije oziroma brisanja regulacije narediti, ne? Ne. Ok, mogoče pa res. Pojdiva naprej. NSI zagovarja proinovativni regulatorni pristop, meni, da je Slovenija preveč regulirana in opozarja na odliv kriptopodjetij v tujino. Špljac čez mejo, Zavzemajo se za digitalno pismenost v šolah, finančno izobraževanje in krepitev podjetniške kulture. Chat control zavračajo v obstoječi obliki ter branijo zasebnost komunikacije, a si nasprotujejo z navedbo zaščite otrok, konec navedbe, kot razlog za cenzuro. Slovenija mora biti po njihovem partner inovatorjem in ne ovira. Aleluja, aleluja. Ja, tako kot piše, malo si nasprotujejo, ne? Ja, tudi oni želijo v koalicijo, v parlamentu bodo, ampak želijo korak naprej. Ne? Torej, odgovor mora biti bolj všečen izpraševalcu, bi jaz rekel. Ok, razumem. Ampak vsem, morava še nekaj vedeti. NSI nastopa skupaj v listi z propadlim SLS-om, nekoč močno kmečko stranko, danes zavoženo, in fokusom Marka Lotriča. Marko Lotrič je pa predsednik državnega sveta. Ok. Dobro, da vam je s tebe. On je podjetnik in morda je tukaj nekaj potencijala, ampak iz njihovih preteklih dejanj, kjer so skrbeli, da grejo njihovi predsedniki v Evropski parlament na višjo plačo, kaj bolj pozitivnega ne morava potegniti, bi jaz rekel. Drži. Lahko pa to zelo hitro spremenijo. Naprimer, tako da deregulirajo, ne? Pustijo stvari v prostem trgu, ne obdavčijo bitcoina kot denarja. In je to, ne? Prej si rekel zelo dobro stvar, deregulirajo. A si videl zadnjič post Škrabe na LinkedInu, ki je
objavil, da je ChatGPT analiziral A to je tisto, kar so rekli. Evropsko Ja, komisijo. Evropska komisija je rekla, da bo, Nemci so, mislim, da je Merc to rekel v osnovi, ne? A res? Ja, da je treba deregulirati, ne, zdaj se jih z njim že malo skače nekam, ne. Kuzlo vrat, a ne? Ja, to si ti rekel. A je to no, ne bom A ni Merc rekel, kako? Ne, mislim, da je on rekel in da bo treba to zdaj zmanjšati in potem mislim, da ne vem, kdo je bil, da bojo AI dali in evo, ne vem, to, kar bi Evropska unija rabila 195 let, AI je naredil v Pol ure. recimo. Ti, veš kaj me malo skrbi pri NSI-ju in teh tako imenovanih desnih komunistih, Socialistih. socialistih. Komunistih, socialistih, ja. Tukaj je veliko vernikov, ne? Se pravi, oni ne preverijo, ampak verjamejo. Bitcoin pa pravi, don't trust, verify. Drži, Ne zaupaj, preveri. Ne? drži. In Ta stranka jaz- je lahko zelo vodljiva in če vemo, da je v zadnji cerkev, jo moramo tako skozi to špranjo gledati, a ne? Tako. In Bera je v zadnjih nekih stoletjih pač znanost, ne? Znanost vodenja ljudi. Ja. Ampak grejo naprej. To je reklama za Bitcoin Shop. Mater direkten. Kaj pa tam dobiš? Ledger, Trezor, Bitbox, kar si zaželiš. A to so denarnice? Strojne denarnice. Še kaj? Knjige, recepte, križanke, kape, šale. Kakšne šale? Slabe, kašne pa. www.bitcoin-shop.si Ali www.bitcoin-shop.si. To pa, ker sem kar prerojen. Imava še stranko Prerod. Kdo pa je to? To je pa stranka Daj mi povej. Vladimirja Prebiliča. Pojma nimam spet, kdo to je. ampak Vladimir je slovansko ime, to je že kakšen dober fant. dobro. Ja, dobro, možno, ne poznam. Lej, evropski poslanec je. A res? Mate, pa sigurno ni dober. Bil je zelo pohvaljen kot Zelo kočevski- poslušan. Ne, kot kočevski župan, to sem slišal, Okay. pol pa sem izgubil stik z njim. Dobro. Ampak, evo, preberi njihov odgovor. Bit- Oziroma, Ja, da ne zavedem, ni to njihov odgovor. to je povzetek odgovora. Tako. Tako je. Bitcoin in kriptovalute. Prerod Bitcoin razume primarno kot naložbeno sredstvo in stanilec vrednosti z edinstveno kombinacijo decentralizacije, omejene ponudbe in transparentnosti. Ne zagovarjajo nadomestitve evra, a podpirajo svobodno izbiro finančnih orodij in postopno integracijo kriptovalut v finančni sistem preko reguliranih posrednikov v okviru MICA. Sem že izgubil. Bitcoin priznavajo kot posebno kategorijo digitalno zlato, ki se razlikuje od špekulativnih altcoinov. Podpirajo finančno pismenost v šolah ter sodelovanje z organizacijami, kot je Bitcoin društvo. Je že urad lezejo, dej, Jezus. Ajde, da vidimo. To je pa ena obljuba, ki jo lahko preverimo zelo hitro. Obdavčitev kriptovalut. Zauzemajo se za sorazmerno in preprosto obdavčitev, primerljivo z drugimi naložbenimi razredi. Predlagajo postopno zniževanje davčne stopnje glede na čas držanja, po 2 letih nižja stopnja, po 5 letih oprostitev. Mater, kaj pa če bi bilo nič že v štartu? Davčno nevtralnost pri menjavi med kriptovalutami ter razumne pragove poročanja. Nasprotujejo vladnemu predlogu Ministrstva za finance iz leta 2025, predvsem zahtevi po popolnem poročanju o vseh kriptoimetih, ki ga ocenjujejo kot nesorazmerno, birokratsko in varnostno tveganje. To so pa nekje prebrali, se mi zdi. Regulacija in MiCA. Podpirajo MiCA kot osnovo za pravno jasnost, a zahtevajo, da Slovenija izkoristi vse manevrske prostore za proinovativno nacionalno okolje. Hitro licenciranje, jasne smernice in nizke administrativne ovire za manjša podjetja. Načrtujejo blockchain, kriptocenter odličnosti, to jih bo pa veliko očitno zdaj, takoj po volitvah. Strategijo Invest Slovenija 2033 in aktivno vključevanje blockchaina v digitalizacijo javne uprave. Mater, spet so Jezus. No, skratka, bučka, ja, v redu. Očitno imajo strokovnjake za blockchain. Chat control in digitalna zasebnost. Uvedbi chat control v trenutni obliki nasprotujejo. Množično skeniranje sporočil ocenjujejo kot nesorazmeren poseg v ustavne pravice. Podpirajo šifriranje od konca do konca, decentralizirane protokole in razvoj suverene digitalne infrastrukture Evropske unije. Varstvo otrok podpirajo, jaz tudi varstvo otrok podpiram, če lotam tismu, ki želim, a le preko ciljnih ukrepov na podlagi utemeljenega suma in sodne odredbe. Zelo si želijo v parlamente, ne? Ja, še Bitcoin društvo bi pomagalo, kaj so že rekli prej. Ne, kaj so napisali že? Sodelovali bi. Ja. No, to je dobro. Recimo, da je to dobro. Ja, ampak oni govorijo o davku, ne, tako da meni to že v osnovi ni všeč. Vsi ne vejo, zakaj, ker Bitcoin enačijo z denarjem. Bitcoin spet gledajo kot sredstvo. Naložben razred, ne? Ja. Ja.
Dobro. Chat control jim smrdi, ker vejo, da jih nadzirajo. Mm. No ja, niso pa proti, ne. Majčkeno smo se le odmaknili od socialistov. Misliš, Unih štirih. neki govorijo ti malo manj socialistični. Čeprav, a niso oni kakor samo deklarativna leva stranka. Pojma nimam. Zagotovo so levi pri sposobnostih, ampak ne vem. pa, Levi kaj so je z- vsi klele na tem Ne seznamu. vem pa, kaj je z usmeritvijo. Naprej. Na mestu številka 2 se je znašla Jelinčičeva SNS. Ne, to pa sigurno dobro. SNS je Bitcoinu prijazna stranka z jasnim libertarnim pristopom do digitalnih financ. Zagovarjajo 0% davek na kriptovalute, tle moraš spustiti tisti aplavz, veš, Ja. pri čemer izhajajo iz načela, da je bilo premoženje ob pridobitvi že obdavčeno. Drži, bravo, zmago. Dodatno obdavčevanje kapitalskih oblik varčevanja po njihovem mnenju ni prava smer. Kriptovalute obravnavajo kot legitimno obliko zasebnega premoženja po vzoru zlata. Močno nasprotujejo chat kontrolu in masovnemu nadzoru zasebnih komunikacij ter zagovarjajo šifriranje in digitalno zasebnost. Pregon zlorab podpirajo le na podlagi sodnih odredb in konkretnih sumov in ne z nadzorom vseh državljanov. Do gotovine imajo jasno stališče, saj so podprli vpis gotovine v ustavo in želijo celo, da se vpis dopolni z dikcijo uporabe bankovcev in kovancev, ki jih Jelinčič zbira že leta in leta, za večjo pravno zaščito uporabe gotovine. So proti obvezni digitalizaciji, kar si razlagamo, da so proti oblikam centralno-bančnih valut in iz tega izhajajočega nadzora. Njihovo splošno izhodišče je manj davkov, manj birokracije in krepitev temeljnih pravic posameznika, kar pozdravljamo. Materej, ti so pa že skoraj taki, ki so kar dobri, ne? Zmagota za predsednika. Tako, za predsednika. Zdaj, koliko morajo že oni dobiti, da dobijo financiranje? Ja, 3 posto, ne, koliko, ne vem 2 koliko, posto. ampak neki morajo dobiti, se njim je vse, po mojem, pa za naprej. Bi mi je bolj, če so tako, kot so bili zdaj, ne? No, jaz bi isto rekel, da ta ne izgovor, ampak odgovor izhaja iz tega, da vejo, kakšen je njihov doseg, da vejo, da jim ne bo treba nič narediti, da ne bodo prevzeli nikakršne odgovornosti, ker je odgovor neverjetno naklonjen Bitcoinu, zasebnosti, gotovini, in ko bi le vse ostale stranke prišle k pameti in začele od tukaj, In kjer je. zmagota poklicala, kako se to dela. Tako. Ne? Čeprav, kolikor mi je znano, je on imel neki stika tudi z Bitcoinom v preteklosti. To pa Tako ne da, vem. A res? ja. No, thumbs up, se pravi, bravo, zmago. Zmago. Čakaj. Bitcoin društvo pa pri oceni pa piše odlično, a previdno. Predvsem previdno. Pri vseh telih je previdno. No, in na prvem mestu se je znašla Čisto po resnici, ne? stranka Resnica. Resnica. A si videl ti plakate Resnice? Malo sem jih videl, ampak ne vem, na kjer ga ciljaš. Na A tistega, Bitcoin ki gor, piše, ki tistega ne. bi videl. Na tistega, ki piše gor, volim te. Ja, to sem pa Volim te. videl. Ker prav piše tako, volim te. Da, sem bil videl. Seveda se da to prebrati tudi po slovensko. Volim te, a ne? Tako. Dejva to prepletno, kaj je tukaj. No, dajva preplet. Resnica je daleč najbolj ambiciozna in Bitcoinu naklonjena stranka. Sicer si pa ti na vrsti zabrati. Stranka, med vsemi, ki so nam odgovorili. Zagovarjajo in kot kaže razumejo pomen 0% davka na kapitalske dobičke iz kriptovalut, kar je izjemna in redka pozicija med strankami v Evropi. No, ampak se je zmagal isto rekel. Se on tudi v Evropi. Ok. Stranka Resnica je zunajparlamentarna stranka, ki se bori za vstop v parlament. Zakaj le taki odgovori? Odgovori so sicer naklonjeni Bitcoinu in kriptoskupnosti, vendar bi si želeli tudi načrta, kako doseči cilje, ki jih navajajo v odgovorih. Razumejo, da nominalna rast zaradi inflacije ni realni dobiček in da pretvorba varčevanj ne sme biti obdavčena. Bitcoin prepoznavajo kot digitalni hranilec vrednosti, ki se bistveno razlikuje od špekulativnih alternativnih kovancev. Nasprotujejo popolnemu poročanju kriptoimeti in masovnemu nadzoru in navajajo dejstva, da je vsako zbiranje osebnih podatkov tveganje za varnost zasebnosti. Regulativa Miko podpirajo sicer z minimalnimi administrativnimi bremeni, a ne navedejo, na kakšen način bi to izvedli. Slovenija bi po njihovi viziji postala privlačna destinacija za kriptopodjetja in posameznike s hitrim licenciranjem in davčno stabilnostjo. Sem mislil, da si prebral linčanjem. Dobro. No, se to je tukaj nekje, ne? Ja, to je pa že too good to be true, ne? Kako že? Ja, se zato ni. Ne, jasno. No, stranka se bori za vstop v parlament, celo prvič, ne? Ni to tako, kot zmago, ki je že 36 krat A niso imeli že prejšnjič? Je ne
prvi vstop v parlament. ja. Borili so se že, Ja, aha, ok. da bi pa le not prišli in če se jaz ne motim, jim kar kaže, da bodo prišli v parlament. Ja, okay. Um, Možno. upam, da bodo Mislim imeli... tako, ne, glede na njihov odgovor, je očitno, da neki o tem so prebrali. Koliko to razumejo, je druga stvar. Ne? To, ko si rekel, njihov glavni cilj je priti v parlament, tako da za vsi teli, ki smo jih danes srečali na tej poti, to so vsi bullshiteri, ki bodo za to, da bodo dosegli svoj cilj, in ta cilj je, tako kot govoriva že celo epizodo, priti v parlament, priti do določene moči, In bodo sredstev. bili pripravljeni narediti karkoli in reči karkoli in obljubiti karkoli, da bi do tega prišli. Odgovornost pa, kot vemo, pri teh ljudeh ne obstaja. Tako da, kaj sem jaz iz tega potegnil? Veš, ko ti si jih tako zdaj opisal, kot da oni pripadajo Fiat društvu Slovenije. Se jim, Pa ne onmu, ki avto. ne avtomobilskem. Ne avtomobilskem, Ne, ne. ampak društvu ljudem, ja, ki bežijo od odgovornosti. Oni ne delajo za vas, oni delajo zase. Ampak dobro, danes smo šla čez to, kaj sem jaz tukaj videl, je, da prvič mogoče v volilnem ciklu je Bitcoin bil en majčken del tega, ali pa si saj slišali Zagotovo o tem prvič. nekaj? A ne? Ampak to po zaslugi Bitcoin društva. Ja, Tako kot je po njihovi zaslugi padel tisti sramoten predlog o obdavčitvi kriptosredstev. In upajo, da bo debate o Bitcoinu še več, da če ne drugega, mogoče pa te manjše stranke, ki so Bitcoinu naklonjene, no, NSI bi bila recimo največja izmed njih, da vsem enkrat, nekajkrat odprejo temo Bitcoina pred njihovih debatah in mogoče vsem naredijo kdaj kakšen korak naprej pri priznavanju Bitcoina, pri neobdavčitvi Bitcoina, pri razumevanju, da je to denar, najboljši denar, ki smo ga kadarkoli imeli. In da če ne prej, pri naslednjih volitvah naredimo še en močnejši korak naprej pri prepoznavanju Bitcoina v parlamentu. absolutno, absolutno. Jaz bi se opredelil za tiste, ki vsaj približno vejo, kaj pomeni upravljati s kapitalom, da če bo država pobrala vse ljudem, potem ne bo države in bomo vsi na slabšem. Tako da, ne vem, to bo nekako moto Recimo, z moje strani. No? pa da vsem pričakujemo, da ne bodo držali besede, ampak da bodo to ljudje, ki, če jih bo potem, upajmo, Bitcoin društvo znova nagovorilo, da bodo vsaj poslušali in bili sogovornik. Ne tako kot do zdaj, ko je bila ignoranca popolna in znanje tudi znanje pa nepopolno. Predvsem ga ni bilo. Ja. Ne rečem, da je bilo ne pa polno, ampak ga ni bilo. Dobro, Ok, to je to, ne? kako bo danes zaključila? Ampak če kako to misliš, kako bo zaključila? Mislim, prvo staro leten pejte na volitve, ne? Ja. Tako sem tako razmišljal, bi šel, ne bi šel. Moje lepo reče, če bi volitve kaj spremenile, bi bile prepovedane. Ne? Drži. Ampak jaz bom vseeno šel, zato ker če ne bom šel, bom dal glas tistim, ki si ne želim, da vodijo državo. No, pejte na volitve, pa nekje obkrožite. Sem Na socialista. kojno morate obkrožiti. Mislim, že bodo kojni tudi kandidirali. Mislim, predvsem bojo, ne bom, Dajmo mi dva, tole pogledati. Nagrajence, ne? To imamo še za razkriti. Na koncu epizode moramo razkriti še rezultate oziroma nagrajence nagradnih iger, tako je. In sicer, kaj je bila prva nagradna igra? Prva nagradna igra je bila denarnica, ne? Ja. OneKey podarja denarnico OneKey Classic 1S, za katero je bilo treba na YouTube kanalu opisati svojo najljubšo oziroma linkati svojo najljubšo epizodo. In izmed vseh, ki so to naredili, mnogih, je randomizator odločil, da je zmagovalec Lulibuli, ki bo nagrado prevzel na naslednjem Bitcoin meetupu, ki bo 24. marca ob 7. uri v Sputniku. ob 7. zvečer, ob 19. a ne? Ja, se pravičujem, ob 19. No. Tako je. Ta druga Ja, druga dva nagrajenca pa sta komentirala, tako kot sva rekla na zadnjo epizodo na YouTubu in sta dobila nagrado, ki jo podarja Bybit, podjetje Evrope ali kako se že imenuje. In sicer sta to, pa se že spomniš, čakaj, se sem napisal nekje. gospod Damjan Kržišnik in Milči 100. Milči to. No, evo, ona dva pa, če prideta na Bitcoin Bitcoin meetup. meetup, tudi prejmeta nagradi, če ne se pa zmenimo kako drugače. To je tisto, ki boste šla domov malo bolj oblečena, ne? Ja,
Super. Tako. Super. Hvala za sodelovanje. Hvala tudi tebi, meni se zahvalil. Dobro, pa še tebi. Okay. Ostanite na kojnu. In zbirite se to še.